Slovenica ti bo prišla samo po sebi, ne. Ja, on je bil ravno tako kot mi, ne. Če je treba pisati o kemiji, o fiziki, tako naprej, jaz moram rabiti slovar, ne. Slovar si pomaga z nemškim, ali si pomaga s francoskim slovarjem, da potem vem, o čem govori kemija. Nisem imel te možnosti, da bi bil v kemiji, ne, kako pri maturi, ne. V maturi sem moral kemijo in fiziko, to sem moral, do zadnje malenkosti, ne, sem moral poznati tako naprej, ne. V tem smislu bi slovenski mladi ljudje morali to preteklost, pa ne samo mojo, ne, kako sem hotel od italijanskega župana, ne, ampak o naši tisti, kako bi rekel, skupnosti, ki živi v Italiji, pa tisto, ki živi v Nemčiji, pa tisto, ki živi na Madžarskem, ampak tisto v Beneški Sloveniji, da sem bil zdaj za dan emigranta, sem v Beneški Sloveniji. Kako ne jaz tem ljudem govorim, povejte, kaj naj jih rečem, jaz ne. In sem se spomnil, ko sem bil, jaz sem bil teolog nekaj časa, 2 leti, ki nisem se mogel odločiti, ali pustim, ali ne pustim, ne. In sem bil na Tolminskem pri nekem župniku en mesec na počitnicah in sem našel imel celo skladanico prevodov Dostojevskega, ne. Jaz sem gotovo tiste Karamazov, pa to, nazadnje najdem zadnjo knjigo Ponižani in razžaljeni, ne. In sem rekel, to sem jaz, eden izmed ponižanih in razžaljenih sem jaz. To je slovensko ljudstvo, to v Italiji to ponižano in razžaljeno, ne. In tako sem nekako se zaprisegel, sem rekel, če bom res pisal, ne, sem tako nekaj malega sem postal v dejanju, takrat, jaz sem kot rekel, ne. Če bom res pisal, bom pisal o poželjnih, ponižanih in razžaljenih, ne. In ko so me povabili zdaj v Beneško Slovenijo, sem rekel, lete, ravno tako, kot pravim zdaj vam, sem rekel, lete, jaz sem odkril, ko sem prihajal sem, da pravzaprav med Slovenci, ne, so bili najbolj ponižani in razžaljeni prav beneški Slovenci. In to od leta 1866, ko so Benetke prišle, ne, pod Italijo. Takrat je takoj začelo, isti mesec so začeli, ne, italijansko ur, tako naprej, moramo asimilirati čim prej to ljudstvo, ne. Se pravi, mi smo začeli 18. leta, oni so toliko, kaj je to, 50 let, koliko je prej začeli, ne. Se rekel, vidite, in kljub temu, ne, ponižanju in razžaljenju je prišel potem fašizem. Po fašizmu je prišel po vojski, so imeli oni celo kontrolo, skoraj vsak človek je bil nadzorovan, ker so v Italiji s pomočjo ameriške čije, ne, organizirali, ne, fašiste in vse, kar je bilo mogoče, bi rekel, takega, proti temu, da bi nekako nastal spet neka možnost, da bi prišli komunisti na oblast. Dobro, jaz ne rečem, da niso imeli prav se bati, da ne pridejo komunisti na oblast, ne, ampak da ti si pomagaš pri tem s fašisti, se te naprej, razumeš, je pa kontraproduktorno, ne, zakaj je šel v boj, ne, človek v Evropi, ne, da se boš ti zdaj posluževal fašistov, ampak de facto je bilo, in oni so bili, boge reve, ne samo župnik in tisti, ampak celo ljudstvo je bilo kontrolirano, recimo, ne, od te tajne policije, recimo, ne. In kljub temu danes, ne, še zmeraj govorijo svoj jezik in od, bi rekel, vas, ki je imela recimo 100 hiš, je danes mogoče še 15 hiš, ne, kjer so še prebivajo noti, recimo, ne. In ki to, recimo, naša mladina o tem nič ne ve, ne, ki je nič ne briga proti, to je tisto, ne, kakor ne briga Ljubljano v vodstvu, ne briga nič, razumete, ne zanima. To se pravi, mi prihajamo gor, nekako, ne, se vsiljujemo, češ imejte nas za svoje, ne, za svojo, bi rekel, usodo slovenstva, morate računati tudi na nas, ne. Ker če bomo mišli fuč jutri, ne, potem bo druga zemlja, ne, prišla pod tujo oblast, ne. Mi smo zadnja tista, bi rekel, straža, ki še nekaj, bi rekel, koliko drži, ne, v tem smislu tukaj gotovo, ne. Če imate to za nacionalizem, ne, tudi recimo v ne vem kakšnih vaših krogih, v redu, ne bom nacionalista, če ni mogoče drugače, ne. Imeti nekega človeka, ki hoče neko pravico, ne, in tisto, bi rekel, neko vzgojo, ampak jaz bi tako končal ta svoj govor, če ne, bi rekel, je nekako, bi rekel, brez pravega reda in brez pravega, bi rekel, prave logike, ne, ampak mislim, da ne bi bilo to nič pregrešnega, ne, če bi nekako tako vaše, recimo, gibanje nekako se razširilo v smislu neke zdravega ponosa slovenskega, ne, zdrave zavesti
in nekako dalo šuti tudi recimo tistim, ki se bojujejo za to, da bodo imeli neko mesto v poslanski zbornici, neko mesto, ne vem, kakšen vodstvo in tako naprej. Ker gleda, ko se večkrat, ne večkrat, veliko skoraj vsak večer, ko sem že ženo gledal, se je rekel, vse prvi del oddaje Slovenske televizije govorijo samo o korupciji, samo koliko bodo plačali, koliko je oni ukradil, koliko bo dobili to. Samo o denarju, dobro, to je že vodnik, že stari naši so to ugotovili, ne, kako briga Slovence, ne, in kako je v bistvu vse skupaj sloni na nekem trgovanju, na nekih zaslužkih, in nikdar ni tisto, kar bi neko bilo glavno poudarjeno, ne, in neki pameten govor, da bi nekdo imel, recimo, konkreten, recimo, ne, podkovan govor, ne, namesi vsega tega, ne. Je mizerija, ne, ta občutek, recimo, od televiziji neke države, ne. Ima dobre oddaje, ampak ne oddaje v tem, ker je jedro države, ki je nastala, ne, in ki je tam, ne, in ki ne ve, kaj bo njeno prihodnost, ne. In tukaj to zaupanje, jaz dam tudi svoje zraven, čeprav bi rekel, da bi morali to, kar mi govorimo danes, to bi moral parlament govoriti, ne. In to čim prej, tem bolje, ne, da bi nekako prišel na jasno, ne. Tudi če pride do nekega zaključka, ki bo greh, ki ne bo nič spodbuden, ampak da pride do nekega zaključka, kjer se lahko človek poprime, ne, za zadevo, ne, in da lahko skuša nekje, bi rekel, najti neke zapornice, neko možnost, da ne pride do poplave in do nekega uničevanja, ne, ker bi bilo velika škoda, če bi prišlo do tega. Hvala lepa, da me poslušali, ne vem, kako